Spoštovane obiskovalke in cenjeni obiskovalci, lepo pozdravljeni na Mohorski literarni matineji, ki je konec aprila tradicionalno posvečena šmarnicam. Naj na začetku predstavim naše goste. Avtorja letošnjih šmarnic sta pater Branko Petauer in naša urednica Staška Ocvirk. V naši družbi pa pozdravljam še gospoda Vinka Škafarja, ki je napisal spremno besedo k šmarničnemu branju za odrasle, ter gospoda Srečka Hrena, prevajalca knjige Evangelij v slikah, ter gospoda Benjamina Tomažiča, ki pa je zaslužen za spremno besedo k knjigi Ti si dar. Lepo pozdravljeni in dobrodošli v naši družbi. Šmarnice so bile od svojih začetkov ena najbolj priljubljenih ljudskih pobožnosti. Začetki te pobožnosti segajo že v leto 1815 oziroma še malo prej, ko je papež Pij VII to pobožnost v Rimu potrdil in v tistem času je tudi mesec maj dobil ime Marijin mesec, torej ime, ki se ga še vedno drži. Majska pobožnost se je iz Rima hitro razširila po srednji Evropi in postala zelo priljubljena tudi na Slovenskem. Prvič so jo obhajali v ljubljanskem semenišču leta 1851 in sicer na pobudo četrtoletnika Jerneja Lenčka. Da pa je ta pobožnost dobila ime po čudovitih dehtečih cvetlicah, pa gre za sluga Janizu Volčiču, ki je leta 1855 napisal knjigo z naslovom Šmarnice. No, na tiste dišeče šmarnice v naravi bomo morda morali še malce počakati, no, vsaj sama jih še nisem videla, zapisane pa naše sveže iz tiskarne že razveseljujejo na policah. Šmarnično branje za odrasle letos nosi naslov Naj ti bom nežni rdeči cvet in so posvečene Božji služabnici Cvetani Prior. Nastali so izpod peresa patra Branka Petauerja v sodelovanju s Slovenskim katehetskim uradom. Gospod Petauer, kakšna je bila pot nastajanja teh šmarnic? Ja, pot nastajanja šmarnic je bila pravzaprav eno presenečenje. Dobil sem pošto od patra Vinkota, če bi lahko sprejel pisanje šmarnic od Cvetani Prior. To je bilo okrog Božiča, pol let nazaj, ko sem pisal šmarnice, druge šmarnice, so bile, sem jih za Božič mogel že oddati. Pa sem se kar malo ustrašil, joj, to ne bo časa veliko, pa to. In potem, mislim, da sem 2 dni kasneje odpisal, sprejmem. Pa sem potem ta izziv sprejel. Ampak prosil sem, dajte mi poslati malo materijala, da bom lažje potem, lahko si potem pomagal s tem materialom in lažje potem začel. Cvetano Prior pa ste najbrž prej že poznali. Si mislim, kateri je bil tisti poudarek iz njenega življenja, ki se vas je morda najbolj dotaknil, ni nujno že na začetku, morda med pisanjem. Torej nek poudarek, ki bi ga želeli izpostaviti. Ja, Cvetano Prior smo že poznali samostalno, takoj ko je šla ta knjiga darovana, njeni zapiski, smo jo samostalno brali pri kosilu, v obednici, ko imamo branje. Smo to brali, tako da mi je bila že znana nekoliko, ampak to, veste, po 10 letih to gre malo v pozabo. Tako da sem bil potem v bistvu zdaj spet s njo na novo odkrival in pa na novo doživel. Ta ženska me je res očarala, ker je na vsakem kraju, kjer je bila, ali v bolnišnici, ali v šoli, kjerkoli že, tudi tam, kjer je bila v tovarni tankov, srečala pravzaprav Jezusa v svojem bližnjem. In je tam potem začela Jezusa tudi oznanjati. Potem drugo, kar me je pa tudi pri tej ženski presenetilo, je tudi to njena izredna globina, pa preprostost hkrati. To so taki sami lepi poudarki prav za šmarnično branje v maju. Doktor Vinko Škafar, vi pa se že dalj časa posvečate Cvetani Prior, ne? V spremni besedi, ki ste jo napisali v knjigi, omenjate občestvo slovenskih svetnikov, med katerimi so tudi nekateri manj poznani sveti možje in žene. Ona je v slovenski javnosti vendarle že nekaj časa poznana, bi mogoče še malo bolje predstavili za tiste, ki jo morda še ne poznajo.
Pred leti, ko je bil škof Libušej administrator Malbose škofije, sem mu rekel, zdaj ga več ne more, da bi bil postulator, ga lahko jaz na nek način zamenjam. Se počene take notranje razloge imel za to zadevo. In je potem to sprejel z veseljem. Jaz sem že pred tudi majčko napoznal, ker je moj dober prijatelj Stanko Janežič, v njej na neki način še in še govoril, pa tudi veliko pisal. Da vse, ko ga Janežiču pripade, on tako veliko je plus, zaradi tega začetka, zaradi te knjige, ki je pravkar Bader omenil. Pomeni, on je nekje skoraj bil sošolec, on je bil pa starejši 2 leti, Janežič, da jaz nekako mora tudi videvati, da je bil tudi čas, recimo, predvsem za mariborsko vzdušje pred drugo svetovno vojno, ker je Maribor bil recimo dokaj razgiban. Na neki način sam v sebi, no obenem pa tudi z povezave z Ljubljano. In tako da mi je pravzaprav Janežič na neki način navdušil s tem svojim recimo optimizmom in iskanjem tistega lepega in podobnega. Seveda predvsem to ste poudarili, name svetniki, tudi Cvetana, torej pišejo to drugo zgodovino, ne recimo politično, pa ne ekonomsko, pa ne vem kakam, predvsem tudi zgodovino odrešenja. In v tem je za mene izjemno velika, no, to smo tudi dali lansko leto, ko smo izdali tole brošurico pri družini naslov Moje življenje je tiha molitev. Se prav po te njeni izjavi, njeni pesmi, je tisto bistveno rečeno. Torej, kot je že prej rekel, pater, kjerkoli je res ni bila, pač molila. To je ta njena veličina in to za vse nas lahko velja, da pravzaprav to je naša sreča, recimo vernikov, da nikoli nismo sami. Imamo vedno poslušalca in spremljevalca Kristusa. In zato sem prav vesel, da sem lahko nekje s to zadevo sodeloval. In tudi pač to, kar je potem bilo še narejeno, torej lahko naredili, čeprav smo mečka, da pač stvar sta počasi, tega zahteva določeno delo in je bilo mečka recimo pravzaprav upočasnjeno včasih. Tako da je Rim zelo hitro recimo odgovoril na prošnjo škofa, Krambergerja še, potem pa stvari pač nekako so stale, obdajen se je pa v tem nekaj delalo, tako da ni bilo recimo zaspano, ampak premalo recimo uradno narejeno, pomeni pravno narejeno. Tako smo v tem komaj lani tako naredili eno tako novi recimo štarten začetek, tako je čisto pravno urejen. Smo že pred tem naredili to je, v tem mojem obdobju, recimo 10-letnem, da smo iskali ljudi, ki so jo poznali in naredili potem z njimi tudi pogovore. Ker prav pravi dokument vatikanski, da je važno torej ljudi, ki recimo se starajo, umirajo, da je treba torej pravočasno torej povprašati, da pač povedo to, kar vedo od določenih kandidatov o njenem svetništvu. Torej ta postopek beatifikacije, o katerem govorite, o katerem ste postulator, na kateri točki približno je zdaj, si malo predstavljeno? Veste, za meni je glavno sporočilo v postopku, ste predvsem spisi Priolove, te spisi. Kada en celo primerijo z Terezijo, malo Tereziko, tudi recimo pisatelj Aldous Rebula, kar vi vidi torej nekaj tega recimo terezijanskega, pomeni vidi neko mistiko recimo tudi in pa tako dalje, tako da to se zdi, da so spis najbolj pomembni, smo že ste prej naredili vse, torej sem naš neko gospod, ki je vse rokopise prepisala, so na računalniku in tudi so spisi skoraj vsi tudi prevedeni v italijanščino, spisi, to je tisto glavno. Torej glavno dokumentacijo, to so spisi njeni, je taki recimo, eni taki precej poljudni, taki recimo zelo žlahni, tudi bila ona nadaljena, tudi zapisana na koncu koncev, tako da umetniška duša, ne samo glasbeno, ampak tudi pisateljsko, avtorje. In pa to bomo zdaj najprej šlako kmalo končali, potem tudi že na neki način torej v 3 izdajih, recimo v 3 smerih, na neki način torej vezali pomeni rokopise, slovenski prepis in potem tudi italijanski prevod. To je eno. Potem naredili smo že tudi pred lanskim letom nekaj 15 takih pogovorov z ljudmi, ki so jo zelo dobro poznali. Tudi to sem zelo tega vesel.
Veste, ker so dejansko torej, ti prijatelji so jo torej izjemno cenili predvsem ženske, tudi nekaj moških. Se mi zdi, da to ona vsekakor zelo taka, blizu ljudem, ki so z njo torej živeli. Nekoč sem obiskal Lenartov dom upokojencev neko žensko, ki ni verna. Pravi pa govoril z njo, če recimo bila privedna nazaj mu tako recimo pričevanje. Veste, kaj mi je rekla? Ja, ona pa je bila res izjemna. Torej soseda, neverna, in tako pohvali. To je nekaj izjemnega, ne? No, potem to je tudi bil eden izjemen, recimo, Ljubljančan, iz take zelo znane ljubljanske, pa vse predvsej znane družine, ki mu je bila Cvetana krstna botra, sama se je ponudila in on je prepričan, da se torej zaradi njene preprošenje tudi spreobrnil. Torej, vidite, torej, za to višjo zvrst, recimo čudeže, ne samo za te, kaj se je prezakceli, ampak da se tudi spreobrnil, torej spremenil se je. In doma žena, ko je prišel domov, ni mogla tega verjeti, še manj pa ščerke, kot je zanimivost, no to, tako izjemno zadeva. Da potem tudi, ko je v Ljubljani recimo študirala, živel v isti hiši, neki slikar, potem tudi major vojaški, partizanski major, se pogosto prepirala in ona je pri svojem strajala, on pa tudi. In potem, ko je on umiral, zelo mlad je umiral, star komaj 45 let, je prosil svojo sestro, oziroma to sorodnico, da torej prije tista študentka, ki je igrala klavir in tako dalje, in je ona bila tam, ampak je več ni poznal, in je potem mu še prej povedala, da s kolegicami veliko molijo za njeno spreobrnenje. In pod njenim prepričanjem, o tem tudi zapisala, je dejansko potem se tudi nekaj mali čudež, da torej ta isti Pirnat, slikar, pisatelj, obenem pa tudi profesor, da je torej doživel posebno milost, da je dobil tik pred smrtjo bolniško maziljenje. Ona bi se eno tako recimo znamenje, se z njim nekaj zgodilo in pozneje potem zvedela, da je kmalu po tistem tudi umrl. Tega je take žive recimo stvari tudi opisuje, Cvetana sama torej v tem svojem dokumentu, v svojih spisih, ki jih ni začel pisati sam, ampak zaradi nagovora patra jezuita, ki je takrat živel Laura, živel tam v Mi bo tudi to, da bi rekel Rafko Valenčič, postranni teolog, kako je nekoč bil v Mariboru na obisku in je potem mu tam Laura rekel, ti hodi z mano, gremo upajati Priolovo in je šel zdraven. Tako da Rafko recimo, eno tako recimo, ki mi zdi, in tem spomini se torej prav na njo. Medtem je tudi Laura povedal, da Cvetana veliko moli za Slovence, je bila velika tudi Slovenka, in obenem pa tudi za duhovnike, škofe, bogoslovce in tako dalje. Hvala lepa za vse to, kar ste povedali, ker pravzaprav imamo res zelo velik privilegij, da bomo to sveto ženo spoznavali. Samo to bi še rad rekel, veste, kaj namreč ni pozabljamo na to, da nimamo samo recimo športnikov vrhunskih, imamo tudi svetnikov veliko vrhunskih. To me je prav presenetilo pred leti. Ja, to ste napisali v spremni besedi. Lahko še, veste kaj, sem predlagal pred leti, da v neprečeli postopek, veste za koga, za Andreja Gosarja. Sem bil recimo zelo zanimiv, tudi bil v Dahu, in tudi ga je še Načko Pogačnik pohvalil, potem tudi na pogrebu. Zato napisal, so to objavili v družini in potem ščerka, sestra, sicer protestirala, ona je bila redovnica, tudi sin bil redovnik, in so tudi vsi otroci ostali recimo zelo verni. Samo se dobro danes ste, da vidimo, da so Slovenci dejansko tudi razen vsega ostalega, tudi svet narod. Samo to bi rad poudaril. Hvala tudi za ta poudarek. Pa tudi zato, da ste omenili to tiho molitev, na katero lahko navežemo pravzaprav tudi šmarnice za otroke. Letos, naj povem, pri naši založbi že cel mesec praznujemo, kajti napisala jih je naša sodelavka, urednica Saška Cvirk, nosijo pa naslov V začetku je bila škatla. Gre za zbirko zgodb, ki je pravzaprav napisana res enim takim posebnim čutom za besedo.
in na poseben način obeležuje leto molitve, saj se vse vrti prav okoli molitve. Saška, kakšna pa je bila pot tvojih šmarnic? Mojih šmarnic, zdaj moramo omeniti, mojih šmarnic doma na Karlovju. Zelo sem ponosna, da sem iz župnije, kjer so bile brane prve šmarnice na Slovenskem, kjer jih je 1855 uvedel takratni župnik Jožef Virk. Marijin pesnik in takrat v tisti cerkvi je tudi prvič zazvenela pesem Že kliče nas venčani maj. Tako da to smo ugotovili ob 250-letnici župnije in zdaj smo ponosni na to in zato vam to še enkrat povem. Glede na to, kaj je v škatli. V škatli je molitev, veliko molitve. In pred časom sem, mislim, da na Radio Ognjišče ujela doktorico Katarino Kopan-Erzar, ki je v molitvi povedala, da molitev ni magija, ni obrazec, ni forma, ni blebetanje, ni sistem daj dam. Da je molitev krik iz naše največje globine, sem si prav zapisala, klicanje Svetega Duha k Bogu znotraj nas. Je krik po smislu, krik po povezanosti in ljubezni, je temeljna odprtost človeškega bitja k stvarniku. Ampak, ko to preberemo, ugotovimo, da smo to pozabljeno umetnost molitve povsem zgrešili, jo pozabili, skratka, da se je ne zavedamo, da je to tista ena najmočnejša stvar, najmočnejše orodje, na katerega tako pogosto pozabimo. Za profesionalcev se oproščam, splošna javnost pa vsekakor. No in kdaj bomo na to pomislili, kdaj se bomo od tega spet zaveli, če ne v leto molitve, in zato so letošnje otroške šmarnice posvečene prav molitvi. In želela si jo na poseben način približati otrokom, kaj ne? Kaj se pravzaprav skriva v škatli? Kar tako bom vprašala. Tako je. Če pobrskamo po svojih otroških spominih, je molitev pogosto povezana ali z dolgočasjem, ali s prisilo, ali z nerazumevanjem, kaj sploh počnemo. V tej škatli pa so zbrane molitve, začne se z rdečo nitjo oratorijske skupine, zato ker oratoriji ponovadi združujejo večje in manjše otroke, je nekaj neprisiljenega, sproščenega skozi poletje in tako pooratorijsko, predoratorijsko, tik pred koncem šolskega leta sestra Marta povabi otroke na eno srečanje, čisto sproščeno, neobremenjujoče, in jih povabi, da v eno tako neugledno, čisto običajno škatlo zmečejo listke in na tiste listke dajo tisto, kar jih najbolj bremeni, kar jih veseli, skratka v molitvi izročijo tisto najgloblje ali pa tisto najbolj očitno v njih. In tako se v 30 zgodbah, zaključenih zgodbah, vsaka posebej, spoznamo različno stare otroke, različne njihove življenjske situacije, od veselja do žalosti, do vsega, kar se otrokom dogaja, in mislim, da se bodo otroci v teh zgodbah našli in da je tak način tega druženja v škatli molitve, ker nas molitev povezuje, uporabna kadarkoli med letom, ne samo med šmarnicam. Sistem smo si zamislili tako, da otroci dobijo na koncu te listke šmarnične in iz njih bo na plakatu nastala podoba keliha. Namreč ta škatla se v neki točki spremeni v kelih, ker ta kelih molitve vsi polnimo in po potrebi iz njega črpamo. In ta nalepka, ta odpadni listek, ima na zadnji strani spet povabilo, za koga otroci molijo. In te listke bodo zbirali cel mesec doma in jih potem na koncu prinesli skupaj v cerkev. Pa če mi dovolite, bi morda kar za konec prebrala iz spremne besede magistra Marka Rijevca, ki je takole zapisal: Vsi smo v isti škatli. In prej, ko se bomo tega zavedali, prej bomo razumeli, kako nekaj lepega in velikega je za nekoga in z nekom moliti. Napisati listek, biti iskren, res pristen, kakršen sem v resnici, ter ga položiti k vsem drugim, za katere morda niti ne vemo, da bijajo iste bitke, da jokajo iste solze, da se tako kot mi trudijo iti za Jezusom. Ker ta škatla, tako pravijo šmarnice na koncu,
Tako postane Jezusov kelih, iz katerega lahko pijemo, kadar smo prešibki, preveč žalostni, preveč na tleh, se čutimo nevredne, spregledane in pozabljene. In že samo vedeti, da je v našem življenju mogoče piti iz njega, je nekaj neprecenljivega. In to je v bistvu tisto sporočilo otroških šmarnic. Tako, če pokažem. To bo letošnji izziv za mlade v šmarničnem maju. Je najbolje, da si pripravijo tudi kakšno škatlo. Tako je. In jo cel mesec maj polnijo. Prepričana sem, da bo mlade otroke navdušila tudi ta srčnost, s katero si pisala šmarnice in jo je res zaznati v besedilu. In da bo pustila, oziroma da bodo zgodbe pustile pravo sled. Saška, še malo bom ostala pri tebi. Pred kratkim si uredila tudi zares prikupno slikanico Vrabčkovo molitev, ki prav tako na poseben način približuje molitev otrokom. Mogoče še besede o tem. Tukaj je kar nekaj staršev, sem prepričana, da bo ta slikanica navdušila tako njih kot otroke. Torej, komentar k njej. Res je, tudi Vrabčkova molitev je nekaj, kar z veseljem pošiljamo med otroke, med starše. Zgodbica je zelo simpatična in opremljena s krasnimi ilustracijami. Govori pa o vrabčku, ki vsako jutro začne z molitvijo. Razen nekega jutra, ko mu zmanjka pravih besed. In potem obiskuje svoje prijatelje in ugotovi, da njegovi prijatelji molijo na zelo različne načine. Eni s tem, da se podarjajo, da se kaj podarijo drugim, da kaj za koga naredijo, eni plešejo, eni slikajo. Na koncu ugotovi, da je že samo vrtnica, ki obstaja, na svoj način moli in da je molitev zelo, zelo različna. In to je tako krasno sporočilo, ki bo to, kar mogoče škatla sporoča malo večjim otrokom, je sporočilo za najmlajše. Naj pa poveva še, da knjiga nosi oziroma vključuje tudi zelo dragoceno spremno besedo avtorja z nekaj ključnimi iztočnicami za razmišljanje o molitvi. Zelo dragoceno se mi je zdelo, da želi avtor poudariti, da molimo z vsemi čuti, torej tudi skozi podobe. In da naj skozi te podobe zdaj navežem besedo na knjigo Evangelij v slikah, ki je pred kratkim izšla pri naši založbi. Namreč tudi ta spodbuja molitev o podobah. Gospod Srečko Hren, vi ste jo prevedli. Kakšno dodatno vrednost ima po vašem mnenju molitev o podobah? Da se navežem na podobo škatle. Me je tudi ta podoba pred nekaj meseci rešila, ko sem bil pri eni družini, pri tisti, na katero se bom kasneje skliceval, ko sem jim predstavil tudi ta evangelij v slikah. In je 4-letni otrok želel, da mu narišem bager. In sem se trudil, ni bil dober. Sem se ponovno trudil, spet ni bil dober. Ati zna risati. In je ati narisal, spet ni bila ta podoba dobra. In potem pa sem se spomnil, nam sem znano škatlo iz Malega princa. In potem sem mu narisal škatlo in jo je gledal in sem rekel spet, uporabil tisto modrost iz Malega princa. V tej škatli je prav takšen bager, kot si ga ti želiš. Tako da sem se izognil moji sposobnosti risanja oziroma nerisanja. Ja, te podobe nas vedno lahko rešujejo, nas lahko pa tudi zavedejo. Človek je vedno pred podobo. V krščanski perspektivi, v podobi in v obliki in v okolju vedno mislimo na eno in ta isto podobo. In ko sem bil povabljen, da prevedem ta evangelij v slikah, se mi je utrnila misel, v čem bo ta podobnost še privlačila danes otroke, družine, odrasle ob tej digitalni podobi sveta, obraza, drugih podob, ki jih imajo mladi v izobilju v digitalni podobi in obliki. Pa se mi je zazdela dobra primera, ki me je potem navdihnila, da sem sprejel ta prevod, tudi v smislu podob, ki so ob besedilu.
Sicer gre za statično podobo Jezusovega življenja, vse slike uprizarjajo Jezusovo življenje in se mi zdi, da je to specifična podoba, ki jo sicer lahko ima vsak sam zase, a neka splošna podoba je nujna, ker v tej splošni podobi se skriva tudi prava vsebina te podobe Jezusovega življenja. In tako sem tudi to statiko tudi sam doživel, da je en del te podobe slika, ki jo človek vidi, drugi del podobe pa je tej statiki pridana tudi naša lastna osebna dinamika. Če se spomnite iz kakšne ure fizike ali pa odkot drugod, glede statične elektrike, atomi sami po sebi nimajo elektronskega naboja, če pa daš eno statično podobo k drugi, potem pa nastane zelo dinamična podoba. Iz te statične elektrike, ki je skoraj da nevidna, potem lahko pridemo do zelo razgibane podobe. Te statične slike, ki jo človek vidi. In tako se mi je zdela ta drugi del, ki je naš lasten oseben del, ki ga moramo dati tej statični podobi Jezusovega življenja, prav ta dinamika. In takrat šele ta statična podoba Jezusovega inserta iz njegovega življenja v bistvu začne komunicirati in začne živeti. Na takšen način sem tudi doživel tudi prvi del besedila, ki je vedno svetopisemski, in drugi del, ki je avtorjev odziv, njegov dialog, dialog z sliko, z vsebino, tudi na takšen način, na tej dinamiki, ne samo statike, marveč tudi dinamike krščanskega življenja. In drugi takšen odziv, ta iste slike oziroma knjige pri ta isti družini, ko sem jo prinesel, je oče odprl in se je zagledal v podobo. Je rekel, podobe so fantastične. In to je bil takšen prvi odziv. Z vsebino se bo potem še zagotovo tudi srečal. In upam, da s kakšno statično elektriko, ki ga bo spravila v dinamiko. Hvala. Ja, več takih odzivov smo dobili, da so te podobe zelo močne, da so res lepa spremljava k molitvi in k branju teh zapisov sestre Dolores Vojtor. Me pa zanima, če navežem malo na mladinsko pastoralo, iz vaših izkušenj, glede na to, da so mladi zdaj res obkroženi, lahko rečemo celo bombardirani s podobami, tako v sami okolici kot na socialnih omrežjih, kjer preživijo veliko časa, jih po vaših izkušnjah zmorejo te podobe, torej statične podobe v knjigah še nagovoriti. Kako se vi kot duhovnik lotite predstavljanja takih podob mladim? Ja, po eni strani se z moji osebni poklicni dolžnosti ukvarjam z podobami Jezusovega življenja, ki jim ga predstavim ali pa v nauku, še najbolj med mladimi, najbolj z mojo podobo, ki jo imam, ki jo živim pred njimi. In čeprav je Kristusov nauk za mlade tudi neka statična podoba, neko poročilo iz preteklosti, pa mogoče tu in tam vidim kakšnega mladega, ki ga pritegne prav ta dinamičnost nauka, ki ga oznanjam in ki ga nenazadnje se trudim vsaj živeti. In veliko mladih, tudi tam v župniji, želi imeti to živo podobo pred seboj. Vse veliko kaj skomuniciramo preko družbenih podob in tako naprej, ampak veliko krat dobim kakšno sporočilo za osebno srečanje, samo zato, da smo skupaj in tako naprej. In se mi zdi, da je to tisti občutek, ki ga opazim pri mladih, da želijo to osebno podobo imeti, ki jo upam, da vidijo tudi v moji podobi duhovnika, ki predstavljam Kristusovo podobo. Torej, zelo pozitivna novica, da jih to še privlači, da pravzaprav mogoče to pogrešajo. Zdaj smo že tako prepričljivo zakorakali na področje mladinske pastorale, da lahko omenimo tudi prav zares nepogrešljivo knjigo, mogoče celo lahko rečem priročnik Ti si dar.
Imeli smo čast prositi prijatelja Benjamina Tomažiča, naj povem, da se poznava, se bova tikala, za spremno besedo k tej knjigi. Namreč Benjamin Tomažič je pred nekaj leti z ženo Mojco odprl Inštitut Integrum, kjer se zavzemate tudi za pozitivno podobo o telesu pri mladih. Kako vidiš to knjigo v kontekstu tega, za kar se zavzemate pri inštitutu? Ta knjiga mi predstavlja eno super dopolnitev in dodatno spodbudo, ravno zaradi tega, kar je bilo že prej izpostavljeno, ker je bombardiranje informacij toliko močno in ti audiovizualni dražljaji za mladostnika danes z vseh strani prisotni ves čas, da je hrepenenje, ki ga nosi mlad človek v sebi po resnici, po tem, da bi odkril, kdo je, kako je ljubljen, kaj je njegov smisel življenja, dostikrat zakrito z vso navlako, nesnago, znotraj katere živimo v družbi, ki nas poplavlja. Naj si gre za različne reklame, ki streljajo z družabnih omrežij, z videoigric, tudi z pornografije, ali pa z vseh stvari, ki so prisotne na vsakem koraku, ko stopimo. In tukaj se mi zdi res knjiga ponuja znotraj tega okolja, v katerem živimo, ne da bi zdaj spodbojala neko izolacijo in prehod in označevanje za slavo, nekaj, kar smo dosegli kot družba, ampak znotraj te situacije, v kateri smo tukaj zdaj, ponuja eno iskanje miru srca in vrednosti samega sebe, vedno v odnosu do Boga, do tega, kdo sem kot ljubljeni Božji sin, Božja hčerka. Prinašam eno svežino, ker je avtor, ki v Sloveniji še ni poznan, ker doda neke svoje izkušnje, ki so morda malo novejše ali pa malo bližje mlademu človeku danes. Tako da mi je, z tega vidika mi je ena super stvar, da obstaja, da imamo sedaj, in se prav veselim nadaljne uporabe te knjige, tudi pri našem delu, pri delavnicah, ki jih imamo, pri srečanjih za mlade, pri predajanju birmancem, ene take odgovorne, ampak predvsem pa iskrene poti iskanja smisla, obstoja in vrednosti, spolnosti pa telesnosti v svojem življenju. No, avtor Alex Dežen se zelo močno vsebinsko naslonil v tej knjigi na teologijo telesa Janeza Pavla II. Kako po tvojih izkušnjah mladi sprejemajo teologijo telesa oziroma pravzaprav, kako jim je lahko pomoč pri oblikovanju lastne samopodobe? Teologija telesa je bila tudi zame oziroma za oba naju z ženo ena ključna stvar, da sva šla sploh v ustanovitev Inštituta Integrum, ker je najino življenje toliko zaznamovala, spremenila. In se mi zdi podobno danes opažam pri najstnikih. Vkolikor jim znamo na primeren način, se mi zdi super, prek podob, prek zgodb, izkušenj, pričevanj, predstaviti to sporočilo ljubljenosti od Boga in ustvarjenosti po njegovi podobi kot moški in ženske, potem je to nekaj, kar zelo močno zavibrira z njihovimi najglobljimi hrepenenji. S tem, kar dejansko iščejo in v čemer začutijo smisel svojega življenja. Je pa velikokrat tako, da se ali zaradi naše površnosti ali pa nepoznavanja tog dobrega ustavimo samo pri določenih segmentih ali pa želimo na hitro opraviti in takrat dostikrat tudi mlad človek doživi nek tako odpor ali pa še ena od moralističnih stvari. Tako da se mi zdi dost odgovorno od nas, na kakšen način pristopamo in kako znamo začutiti najstnika, mladega človeka tam, kjer je in mu posredovati to sporočilo ljubezni, ki ga teologija telesa od začetka naprej nosi v bistvu in je po mojem mnenju njena edina želja poslanstvo prinesti res to celostno sporočilo mlademu oziroma vsakemu človeku. Seveda samo za tiste, ki jih zanima to področje, ki jih zanima ta spolnost ali pa telesnost. No, tako po branju te knjige bi rekla, da res ni prav nič moralistična, največ bi se ti strinjal, da je res napisana tako, da se približa mlademu človeku in mu da tudi istočnice za razmišljanje.
pa na koncu tudi kakšno krajšo molitev, bodi si napisano strani avtorja ali pa da jo je že prej napisal papež in jo je samo ponovno predstavil v tej knjigi. Pa če bi zdaj gospod Srečko Hren, pa tudi tebe Benjamin, prošam, mogoče povezala še to, molitev podobe, tako za konec, da ostanemo pri tej ključni besedi, ki je mogoče danes kar molitev, ne? Ja, mogoče izkušnje iz odnosom kakšnih mladostnikov oziroma tudi od večjih otrok glede teologije telesa. Sam jim želim to podobo predstaviti čisto na običajen, vsakodnevni, zanimiv, odgovoren način. To pomeni, da takrat, ko se pogovarjamo o tej podobi telesa, se osebno trudim govoriti o vsem, kar človek je, čisto normalno, čisto vsakodnevno, z vsemi izrazi, ki se dotikajo podob, telesa, organov in tako naprej. In se mi po nekem določenem času zdi, da je vse manj med otroki hihitanja, vse manj spogledljivosti in tako naprej. In to je zame en tak velik, majhen uspeh v tem izrazu tudi mojega telesa, moje podobe. In ko vidijo neko normalno reakcijo pri teh pogovorih, upam, da bodo tudi oni imeli normalno reakcijo na to podobo, ki jo imajo v sebi, ki jo nenazadnje iščejo in jo morajo na normalen način z resnico svojega telesa, podobe Božje, ki je v njih, tudi odkrivati. In to je zame en tak majhen pedagoški ali pa katehetski uspeh pri mladih, ki se spogledujejo s svojim telesom na tako zelo globok način. Se prav res je, ne? In se mi zdijo tudi lepe misli za zaključek, oziroma Benjamin, bi ti še kaj dodal? Ne, bi samo podkrepil s tem, da teologija telesa je prav to v bistvu, na kakšen način se nam Bog razodeva prek naših teles, ne? Kaj nam sporoča, kaj mi sporoča o sebi v bistvu. In tukaj tako se mi zdi res lepo se povezuje s tem, kako lahko molimo z vsemi čuti, kako je naše telo molitev nenazadnje in da vstopamo v ta proces gradnje odnosa z njim, tudi prek teh najglobih repenenj, prek vsega, kar čutim na področju spolnosti, in prek tega, kdo sem jaz. Hvala lepa, res krasna misel za zaključek. Sem pa prepričana, da se je tudi pri kakšnem od poslušalcev oziroma obiskovalcev pojavila kakšna zanimiva misel med tem našim pogovorom, če je lahko kar z besedo na planu. Dobro, mogoče pa potem po tem uradnem delu rečemo še kakšno besedo en z drugim tukaj v naši knjigarni, prav vsi lepo vabljeni. Zahvaljujem se vam za vse modre misli, ki ste jih izgovorili, za vaš obisk, za sodelovanje. Želim vam vsakemu na svojem področju še veliko uspeha naprej. Vam, dragi obiskovalci, pa res priporočamo branje vse te naše knjige, pa če se boste odločili prebirati naše šmarnice v mesecu maju, naj pustijo eno tako pomembno sled in naj bo ta mesec prav zares za vse vas čudovit. Lepo vas pozdravljam in se pogovorimo še malo potem po tem uradnem delu.